Ali je mogoče slišati Boga? Seveda ga je mogoče, saj je stvarnik človeka ustvaril tako, da lahko vstopa vanj. Toda poleg Božjega glasu slišimo tudi druge glasove. In kako naj vemo, kateri je Božji glas? Božji glas se loči po tem, da je jasen in čist. Je tih, toda nastopa z avtoriteto. Mogoče ga je slišati pod pogojem, tako zatrjujejo svetniki, da je naša vest čista. Vendar ga je kljub temu težko razločiti, ker drugi glasovi posnemajo Božji glas. Spomnite se Eve v raju. Vsega je imela z Adamom. Bog jima je podaril vse razkošje. Toda glas kače ji je ponujal še navidezno srečo. Imela bo še več, kot ima zdaj. Postala bo lahko podobna Bogu, ker bo razločevala sama, kaj je dobro in kaj je slabo. Ne bo ji treba poslušati Boga. In Eva in Adam sta podlegla tej skušnjavi. In bilo je konec sreče v raju. Kajti samo v Bogu je naša resnična sreča. Zunaj njega je tema in žalost in razočaranje. Spomnite se, kako je Odisej premagal skušnjave. Ko so prišli do zapeljivih pevk siren, je dal mornarjem v ušesa vosek, sam pa se je dal privezati na jambor. In tako so srečno prepluli mimo teh nevarnih siren, ki so pogubile vsakega mornarja. Tudi nas je Bog opremil s podobnimi sredstvi. Daje nam svojo besedo, če jo poslušamo, imamo ušesa napolnjena z njegovo besedo in ne slišimo vabljivih in zapeljivih glasov. Dal nam je vezi ljubezni, ki nas vežejo na njegov sveti križ. Če se držimo njega, se ne bomo pogubili v morju skušnjav. On nas spremlja. In če je pot težka, nas vzame v naročje in nam govori besede ljubezni. Zelo sem mu hvaležna, da tako ravna z nami, da tako vodi tudi mene.